Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev je samo še 12 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Ustavno sodišče je zatrlo še zadnje upe zdravnikov po zvišanju plač. Razveljavilo je namreč 48. člen 10. interventnega zakona, ki bi za zdravnike in zobozdravnike zvišal najvišji plačni razred, ki ga lahko dosežejo v sistemu plač javnega sektorja. In sicer z razlago, da to ni nujen ukrep za odpravljanje posledic COVID-19. Sedaj pa se lotimo 109. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali boj za javno zdravstvo, kaj pravijo stranke pred volitvami. V skupini zdravstvo.si so političnim strankam postavili 6 ključnih vprašanj na temo evropske definicije javnega zdravstva. Kakšne in katere odgovore so dobili, bomo vprašali naša posebna gosta, magistra Mateja Beltrama in Krištofa Zevnika iz skupine zdravstvo.si. Matej, Krištof, toplo pozdravljen. Dober večer. Zdaj najprej, preden gremo na to vajno, da rečem tako rekoč, današnjo temo, bi vaju vseeno vprašal. Zdaj po tej odločitvi Ustavnega sodišča, kakšno imata vidva mnenje o učinkovitosti, da rečemo v narekovajih, sindikata Fides pri zagotavljanju boljših plačnih pogojev zdravnikov in zobozdravnikov? Učinkovitost žal ni dobra. Zdaj, če učinkovitost ni dobra, se morda treba vprašati, ali je strategija, ki jo zasleduje sindikat, ta prava, tudi glede na okolje, v katerem delujemo. Slovenska družba je zelo občutljiva na razne te neenakosti in tako naprej. Jaz mislim, da dosti bolj učinkovita strategija in tudi učinkovita za dosego cilja in tudi učinkovita za bolnike, da bi bolniki tudi na koncu kaj več imeli od tega, bi bila, da bi se zdravnike nagrajevalo po opravljenem delu, ne pa, da se vse povprek dvigne maso plač. Seveda z Ustavnim sodiščem se hočeš nočeš moramo strinjati, ker je to pač najvišje sodišče v državi. Vendar je vseeno ta ukrep zvišanja plač, predvsem v smislu, da bi se zvišale plače mladim zdravnikom, začetnikom, je pa vsekakor nujen, ampak ne zaradi COVID-a, ampak zaradi situacije, v kateri smo bliže pred COVID-om. Tako, ja. Krištof, bi ti še kaj dodal? Jaz se strinjam z Matejem. Se mi pa zdi, da je to del politične igre. To prenapenjanje mišic, komu zdaj povišati plačo in kdaj povišati. Je pa to pač, jaz gledam to kot eno posledico državnega zdravstva. Mi moramo vedeti, da smo po vsej verjetnosti edina država, kjer Ustavno sodišče odloča o tem, kdo bo imel kakšno višino plače, sploh za zdravnike. Jaz ne vem, če to še obstaja kje. To sicer sploh ni naloga Ustavnega sodišča, po drugi strani pa, tako kaj Matej rekel, vprašanje je, če sindikat Fides igra primerno vlogo ali pa je v bistvu samo neko orodje za vzdrževanje trenutnega statusa quo. Jaz upam, da bojo člani, predvsem pa vsi zdravniki spoznali in tudi spoznavajo, da pač je potrebno iti po drugi poti za to, da se osamosvojijo, da postanejo samostojni, predvsem pa svobodni, da lahko odločajo o tem, kako bojo zdravili svoje bolnike in takrat bomo tudi priča zelo velikim spremembam v korist bolnikov. Ja, bi se kar strinjal jaz z obema. Pejmo na današnjo glavno temo. Skratka, zdaj imamo različne, tako bi rekel, zdravniki ste kar nekako, bi rekel, v spredju na nek način v tej predvolilni kampanji, zaradi različnih razlogov, verjetno, mogoče tudi zaradi tega, ker smo komaj počasi prihajamo ven iz te epidemije, ki nam je za 2 leti zaznamovala življenje. Tako recimo vajen kolega Danijel Bešič-Loredan že sporoča, če bo Gibanje Svoboda zmagovalec volitev, bom jaz zdravstveni minister, potem je kolegica dr. Tina Bregant tudi kandidira na listi Povežimo Slovenijo, tudi verjetno cika na ministrsko mesto. No, vi v skupini zdravstvo.si ste pa obrali drugačen pristop in ste političnim strankam zastavili 6 vprašanj, ki so po vašem mnenju ključna za to evropsko definicijo ali pa neko evropsko podobo javnega zdravstva. Zakaj ste se v bistvu za to odločili? Ja, če lahko jaz začnem. Izvoli, ja. Predvsem
smo želeli, da se v to predvolilno obdobje umesti to vprašanje, kaj sploh je javno zdravstvo, da se pojem javnega zdravstva pravilno definira. Po našem mnenju je pravilna definicija javnega zdravstva to, kar javno zdravstvo je v zahodnoevropskih državah, kjer imajo javno zdravstvo, ki je dostopno, ki je odprto, vključujoče, ki omogoča pacientom izbiro. Kot je povedal kolega dr. Erjavec, slovenski rojak, ki dela na Nizozemskem, kjer besede pojma javno zdravstvo Nizozemci ne poznajo. Zdravstvo je eno samo. Izvajalci znotraj javnega zdravstva so pa različni, so pa državne ustanove, zasebniki, korporacije, posamezniki, karkoli. Ker to smo tudi včeraj videli, kaj je nevarnost v predvolilnem boju, je, da politiki poskušajo z leporečenjem, pa tudi s kakšnimi drugimi prijemi, bolj populističnimi, pridobivati glasove, ne da bi ponudili vsebino. In ta anketa je pa za nalašč, tako bom rekel, na nož ali pa strogo zastavljena za to, da volivci dobijo jasno opredelitev stranke za ali proti taki rešitvi ali drugačni rešitvi. Vse opredelitve so legitimne in hvala Bogu se imamo demokratični politični sistem, vendar nismo želeli, želeli smo se izogniti temu zamegljevanju pojmov, izigravanju pojmov, ker to na koncu se nam ne zdi prav, da sploh v tej situaciji, v kakršni se je zdravstvo znašlo in na koncu posledice tega nosijo bolniki, se nam ni zdelo prav, da se volivce pelje žejne čez vodo. Če neka stranka zagotavlja model A, v redu, naj se izjasni in naj ljudje glasujejo za A. Če neka stranka, opcija zagovarja model B, naj se izjasni, da zagovarja model B in potem volivci volijo model B. To je osnovni namen. Ja, dobili ste kar nekaj odgovorov, niso vam pa vse stranke odgovorile, ki ste jim poslali vprašanje, čeprav vem, ne? Ja, tako je, pa še preden gremo, kdo je sodeloval. Jaz bi tukaj vsem še poudaril, da gledalci vejo, kaj je bil namen. Tako, kot je Matej omenil, namen je bil resnično zacementirati pojem javnega zdravstva. Ker mi moramo vedeti, da zadnjih 15 let smo mi skozi govorili o javnem zdravstvu. Če danes vprašate povprečnega državljana, bo rekel, seveda, mi imamo javno zdravstvo. Ampak če pa primerjamo to z Evropsko unijo, pa države Evropske unije, pa vidimo, da pač tam tudi imajo javno zdravstvo, ampak tam čakalnih dob tako rekoč ni, ali pa so v roku 3 mesecev, pri nas pa v roku 3 let. Tam je dostopnost do zdravnika, do osebnega zdravnika obstaja, pri nas pa recimo 120 000, 130 000 ljudi sploh nima zdravnika. Torej, kje je razlika, kje je prišlo do te napake? In ravno napaka ali pa je ravno v tej definiciji, v zlorabi te definicije. Mi državljani, bolniki smo pustili, da so politiki ugrabili to definicijo in na vsakih volitvah, to so zdaj že 3., 4. volitve, v bistvu na ustih javnega zdravstva zagovarjajo status quo. In pacienti, bolniki, volivci pred volitvami ne vejo pravzaprav, katero stranko naj volijo, da bojo recimo prišli do neke ustrezne rešitve. Ustrezna rešitev pa je hitro in dostopno, učinkovito pot do zdravnika takrat, ko ga potrebuješ. In seveda zato dobiš tudi ustrezno plačilo, ker seveda vsak mesec vsi plačujemo za to zavarovanje. In to je ta definicija. In to smo želeli od strank, naj nam povejo, to je izjemna priložnost, ker po volitvah nobena stranka več ne bo želela odgovarjati na to. Tako da ravno zaradi tega pred volitvami in ravno zaradi tega ta predstavitev in tudi na današnjo dajo. Oziroma po drugi strani jih bomo lahko prijeli za besedo, glede na njihove odgovore, ki ste jih dobili. Zdaj pa, če gremo kar počasi k tem odgovorom, bomo šli pač od odgovora do odgovora, bomo pokazali tudi na ekranu. Se pravi, Matej Krištof, mislim, da 9 strank vam je odgovorilo, kar ni majhna številka, niso pa to vse. Ja, mislim, da 21 strank, list, gibanj registriranih na teh volitvah, za 3 javno dostopno nekih kontaktnih podatkov nismo našli, tako da 18 smo poslali vabilo za izpolnitev vprašalnika. Rok je bil, torej 25 dni so imele stranke časa, od 5. marca do 31. marca. In seveda od 18 jih je odgovorilo 9. Polovica. Tako je. Navodila so bila dokaj jasna, kot sem že prej omenil, za da ali ne, ravno zaradi tega, da je volivcem olajšana
ta odločitev, da je bolj skristalizirana situacija, tako da večina strank je potem tudi odgovorila, zdaj ali ne, sta pa dve stranki na večino vprašanj odgovorili z opisnimi odgovori. Zdaj, ne vem, niso razumeli navodil. Ja, ne vem, mislim, ali so bila prezahtevna ne vem, ali je to vprašanja? izmikanje ali pa, ne vem, slabo razumevanje, ampak ne vem, na izpitu, če ti piše navodilo na izpitu obkroži dali, ne, če si ti tam napisal neke sej, zraven si dobil nič točka. Ne. Pa, predvsem se mi pa ne zdi pošteno do volivcev. Pa jaz veliko bolj cenim nekoga, ki, ne vem, zastopa drugačno stališče kot jaz, ampak tisto stališče jasno izrazi in ga potem tudi zagovarja, kot pa nekdo, ki se izmika jasnemu odgovoru. Krištof? Ja, jaz bi tukaj še poudaril v bistvu stranke, ki pač niso dali odgovore. Jaz verjamem, recimo, da stranke, ki pač nimajo neke velike vsebinske baze v ozadju, pač ne znajo odgovoriti na ta vprašanja, ki so načeloma v bistvu razumljiva vsakemu državljanju. Ali pa nočejo tudi v končni fazi. Ja, ravno to hočem poudariti, pa da stranke, ki so recimo v parlamentu in stranke, ki v bistvu so tudi vodile ministrstvo in tako za zdravje, ki v bistvu aktivno sodelujejo, ne želijo odgovoriti in na taka vprašanja, ki so v bistvu kardinalna vprašanja, kam pravzaprav naj bi potovalo slovensko zdravstvo, tudi to je že sporočilo za volivce, ki ga bodo seveda sami predsedali. Tako da dobili pa smo 7 konkretnih odgovorov in te odgovore je vredno analizirati in jih priporočamo vsakmu državljanu, da se jih pogleda in oceni, kaj in jih bomo tudi mi analizirali v nadaljevanju oddaje, tako da ne namojiti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kakšna je evropska definicija javnega zdravstva in kako jo razumejo slovenske politične stranke pred volitvami. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno naša posebna gosta iz skupine zdravstvo.si, zdravnik Matej Beltram in zobozdravnik Krištof Zevnik. Pogovarjamo pa se o tem, kako slovenske politične stranke pred volitvami vidijo evropsko definicijo javnega zdravstva. Kot rečeno, Matej, Krištof, vi ste poslali strankam 6 vprašanj na temo pač javnega zdravstva. Ene so vam odgovorile, ene vam niso. Predlagam, da gremo zdaj kar po vprašanjih. Zakaj recimo ste zastavili posamezna vprašanja, zakaj so ta pomembna in kakšni so bili potem odgovori. Izvolite. Ja, tukaj prvo vprašanje je osnova vsega. Torej, zdravstvo.si, mi zdaj že 2-3 leta predstavljamo slovenski javnosti, kaj je to definicija javnega zdravstva. In če je to javno zdravstvo, tako kot ga poznajo v Franciji, Nizozemski, Veliki Britaniji, Finski, Avstriji, Švici, kjer vsi vplačujemo v neko zavarovanje in potem vsi od tega tudi solidarnostno nekaj dobimo takrat, ko rabimo. To pomeni, da tudi storitev dobimo takrat, ko jo rabimo in da nihče zaradi zdravstvenih težav ne obuboža, da bi moral kdo prodati svoje premoženje in take stvari. To je definicija javnega zdravstva, kot ga poznajo v zahodnoevropskih državah, kjer javno zdravstvo deluje. In zato smo mi izbrali te države. Pred časom smo imeli konferenco, ki si nas tudi gostil po tem oddaji, ko smo to razlagali. In to je bistvo. In jaz pogrešam, da se naše politične stranke, jaz nima nič proti, če bi se oni prerekali, stranka A bi zagovarjala bolj francoski model, stranka B bolj finski, stranka C pa bolj, ne vem, švicarski sistem, pa bi pa iskali, kaj je za Slovenijo najbolj primerno. Ampak da se zlorablja oziroma da se niti ne ve, kaj to sploh je javno zdravstvo, ampak da se pod tem imenom v bistvu ohranja, podpira državno zdravstvo, kjer so v ospredju ustanove, inštitucije, ne pa bolniki, to je neprimerno in tukaj je treba narediti res. In zato tudi to tako jasno postavljeno vprašanje s političnim strankam, ali se strinjate, da se v javno zdravstvo vključi vse razpoložljive izvajalce, tako kot so del javnega zdravstva vsi zdravniki, vsi izvajalci, kot smo recimo prej povedali, Nizozemski, Franciji in tako naprej. In to so pač odgovori, ki smo jih dobili.
Še nekaj samo glede teh nedefiniranih opisnih odgovorov. Ja. Tukaj mi nismo želeli biti razsodniki in interpreti, a je ta opis bolj pod da ali spada bolj pod ne. So pa ti odgovori dosegljivi na spletni strani zdravstvo.si in si lahko vsak, ki ga zanima, potem sam odgovori na to. Zdaj, drugo glavno načelo, ki ga vi imate, ne, Krištof, je pa to, da pač bi moral bolnik imeti pravico, da si izbere, pri katerem izvajalcu zdravstvenih storitev bo pač dobil to storitev in da pač zavarovalnica to storitev, ki je bila opravljena, povrne. Ne? Ja, te dva vprašanja sta zelo podobno, komplementarna sta. Tako, da bojo bolniki vedeli, o čem sploh govorimo. Ne? Gre se za to, da kad ti zboliš, pač si izbereš zdravnika, si izbereš pač zdravljenje. In seveda bolnika ne zanima, ali ta zdravnik deluje v javnem zavodu, a je zasebni zdravnik, njega zanima, da pač čim prej pride do te storitve in da dobi ustrezno in kvalitetno storitev. Ne? In vse ostalo je nepomembno. Ne? In to je prava definicija javnega zdravstva. Pri nas pa temu ni tako. Ne? Pri nas pa moraš iti točno k določenemu izvajalcu, mi temu pravimo, ki deluje na kartice zdravstvenega zavarovanja in tam prejmeš storitev. Lahko greš seveda tudi k čistemu zasebniku, ampak denarja, sredstev, plačila za to storitev ne boš dobil. Zato je bilo naše vprašanje jasno, ne? Ali ima bolnik pravico do povračila stroškov zdravljenja pri katerem koli zdravniku v Sloveniji. Ne? Ker mi vemo, ne, da če recimo imamo absurdne primere, ne, recimo, če se pacient, bolnik odloči, da bo recimo, ki stanuje v Novi Gorici, odloči, da gre recimo po storitev v Italijansko Gorico, mu bo zavarovalnica priznala stroške zdravljenja, če pa se bo tak pacient odločil, pa da bo raje šel k slovenskemu zasebnemu zdravniku, pa mu ta naša zavarovalnica tega ne bo priznala. In v teh odgovorih, kot vidite, je stranka Gibanje Svoboda bila proti temu, da bolnik lahko dobi povračilo stroškov, za katero seveda plačuje zdravstveno zavarovanje mesečno, to je obvezno, da dobi povračilo. Medtem ko so stranke SDS, NSI, Povežimo Slovenijo, SNS, Naša dežela in tako naprej, Resnica, Dobra država, Dom, da ne bom koga zgrešil, rekle, da seveda je to najbolj razumljivo in to je ta osnovna definicija. In to je to. Če smem dodati, ta rešitev, da bolnik sam izbere zdravnika, za katerega verjetno sam najboljše ve, da mu zaupa ali pa da ima že izkušnje z njim ali pa da mu ga je kdo priporočil, ne pa da mu država diktira, komu sme in komu ne sme. To nismo mi izumili, to ni zdaj odkrivanje tople vode. To so rešitve, uveljavljene rešitve, se ponavljam, v sistemih javnega zdravstva v zahodni Evropi, kjer je zagotovljena dostopnost storitvam. Če pogledamo OECD, te statistike in kazatelje, recimo tam je kot minus dobi država, če je za neko storitev, če manj kot 80% bolnikov prejme to storitev če morajo čakati več kot 3 mesece. Torej, če 80% ljudi čaka več kot 3 mesece, je to že minus. Pri nas je obratno, pri nas 80% čaka več kot 3 mesece. Mi imamo na glavo obrnjeno to situacijo in to moramo mi spremeniti. In ne pa, da se tukaj straši ljudi o privatizaciji zdravstva. Kakšna privatizacija? Lepo vas prosim, ljudje, dragi moji, ne nasedete takim floskulam, ker je to čisto navadno zavajanje. Amerikanizacija zdravstva smo slišali včeraj po eni televiziji. Lepo vas prosim, tega v Evropski uniji ni in ne bo in tudi nihče si tega ne želi. Mi imamo vseeno neke vrednote na tem kontinentu in je ta solidarnostna komponenta ena ključnih komponent in je tudi ključ do uspeha enega takega široko dostopnega javnega zdravstvenega sistema. Tako da res ni tukaj za nasedati takim zavajanjem. Jaz bi tukaj še poudaril čisto konkretno. Včeraj smo poslušali dr. Brecla, ki je lepo povedal, da je sprejel bolnika z težko boleznijo, ki ga je napotil zdravnika, ampak ta bolnik ni mogel priti do storitve, diagnostične storitve. Zato je šel recimo k zasebnemu zdravniku, ki je to storitev prejel, diagnosticiral težavo in seveda tega bolnika poslal na Onkološki inštitut. Jaz govorim o tem, da smo mi v obdobju, v fazi, ko nam primanjkuje kronično zdravnikov na vseh nivojih. Najbolj nam primanjkuje zdravnikov družinske medicine.
In če bomo mi na tak način začeli izključevati ljudi, jih označevati za dvoživke, za tiste, ki smejo delati, za tiste, ki lahko, za tiste, ki imajo to prepoved in tako naprej, bomo mi povzročali še dodatne strese, še dodatni osip teh zdravnikov, ki dejansko v bistvu lahko grejo tako rekoč s kolesom v drugo državo, kjer so te stvari urejene. In mi moramo to presekati. Predvsem se dela škoda bolnikom. Ne bom spet ta primer povedal enega, ne vem, izpred par tednov iz moje ambulante. Pride gospa, ki ima samo še eno uporabno oko, na drugo oko je praktično slepa. In je opazila eno blago poslabšanje vida na enem očesu. Zdaj, če bi ona pridno čakala, da bi prišla v sistem, prvič bi težko v Ljubljani dobila očesnega zdravnika, ki bi jo sprejel. Čakala bi tudi pod hitro, dolgo, predolgo, 3 mesece. In ker je ona bila tako zaskrbljena, ker je to njeno edino oko, je že pri majhnem poslabšanju vida potem prišla do mene, samoplačniško. In seveda medicina je že toliko napredovala, da se da določene bolezni že v zgodnjem stadiju odkriti. In jaz sem gotovil, da je treba takoj začeti zdravljenje pri njej. In potem smo uredili tako, da je dobila napotnico pod zelo hitro na naslednje stopnjo za zdravljenje, ker jaz seveda v Sloveniji tega zdravljenja ne smem izvajati, čeprav ga znam. Zakaj ne imate? In pod stopnjo zelo hitro bi se moralo to zdravljenje začeti, to pomeni 3 tedne. Zdaj gospa po 4-5 tednih spet pride k meni v ambulanto, ker zdravljenja še ni prejela in ker si je vid na to edino oko še dodatno poslabšal. Torej, tukaj hočem povedati, kako ta sistem uničuje zdravje ljudem. In zdaj potem kaj naj jaz naredim? Potem jaz pokličem osebno kolegico, ki to zdravljenje pa lahko sme izvajati, in potem se to tako v narekovaju uredi. Ampak to ni sistem, ki deluje. To je Vse to sem hotel vprašati. Potem se tako gospo, oziroma tak način, da nekdo gre k zasebniku, zato ker ga nekaj skrbi njegovo zdravstveno stanje, pa se to imenuje preskakovanje čakalnih vrst. Slišimo od nekaterih politikov. Ta gospa je pa v bistvu prvič sebi, ker je poiskala pomoč prej, rešila verjetno vid. To, da pa, če bi čakala ona 3 mesece, tako kot bi sicer morala, da bi verjetno se ji vid nepopravljivo okvaril, da bi potem ne bila zmožna več voziti avtomobila in skrbeti zase, da bi postala invalid, to pa nobenega ne briga. Važno, da se sledi tem pravilom in tem omejitvam, ki jih sistem postavlja. To se mi zdi eden izmed mitov, da pač bogati, premožni ljudje hodijo z zasebnikom, vidimo iz konkretnih primerov, da to absolutno ni res. Grejo pač ljudje, ki hitro potrebujejo pač zdravljenje, pa ga ne morejo dobiti. Zdaj, to sem hotel vprašati. Jasno je vsem, največji problem se mi zdi, pri nas so te pač čakalne dobe, čakalne vrste, ki so nepojmljivo dolge in se samo še daljšajo. Zdaj, potem, kar si ti povedal, Matej, zgleda, da seveda je problem teh čakalnih vrst tudi to, da slovenski sistem zdravstveni sploh ne izkoristi vseh možnosti, vseh izvajalcev, vseh zdravnikov, ki jih ima na voljo. Ker če bi jih, potem bi verjetno bilo teh čakalnih vrst manj oziroma bi bile krajše. Seveda jih ne izkoristi, s tem, da situacija je tudi recimo v teh državnih ustanovah zelo različna. Nekatere državne ustanove bi z veseljem rade več nekih posegov ali pa preiskav opravile, vendar enostavno zavarovalnica, ki bi morala v bistvu delati v dobro ljudi, teh ljudi, ki vplačujemo noter vsak mesec, ZZZS v bistvu ne dela v dobro svojih zavarovancev, ker ne omogoči, da bi vsi dobili storitve, ki jih potrebujejo. In čeprav nekateri tudi državni izvajalci bi bili sposobni, ne velja pa to za vse, ker smo tudi videli, da pa žal zelo veliko državnih izvajalcev celo tistega programa dela, ki ga dobi plačanega od ZZZS, ne uspe izpolniti. Pa to ni samo v koronskih časih, to stanje je poznano tudi že iz predkoronskih časov. In zakaj ne omogočiti pacientu izbiro, da gre tja, kjer zaupa in kjer pride prej na vrsto. Seveda pod pogojem, da so storitve kvalitetno upravljene, jasno.
Krištof, verjetno ti tudi ne bi ločeval med človekom, ki bi prišel pač recimo z napotnico, pa tistim, ki bi prišel samo plačniško, ne? Ker včasih imamo tudi občutek, da kakor zasebniki odvračajo paciente, ki pridejo prek zavarovalnice. Ja, ne vem, meni se zdi to posledica te trenutne ureditve. Saj, če bi sistem deloval, kot deluje v evropskih državah, potem se zdravnik sploh ne bi spraševal, kakšen status ima, ampak bi pač vsakega pacienta obravnaval tako, kot bi ga izenačeno obravnaval. Tako da, kar se tega tiče, so to res neka posledica neke ureditve. Moramo pa vedeti, da v tem trenutnem sistemu res obstaja v bistvu dvorazredna, dvokastna družba. Tisti, ki pač imajo nekega zdravnika, ki lahko pridejo k njemu dostopno do njega, in tisti, ki ga nimajo, ali pa zobozdravnika. In vsi tisti, ki pač ne morejo priti, grejo samoplačniški. Ta razvoj tega samoplačniškega trga, vidimo, je zelo v porastu, recimo posebej v diagnostičnih skupinah storitev, pri zobozdravnikih in tako naprej. Še eno posebno anomalijo bi omenil, sicer ta preskok vrste. Mi vidimo, recimo, to je zame grozljiva anomalija državnega zdravstva in prostovoljnih zavarovalnic, dopolnilnih, kjer dopolnilna zavarovalnica v bistvu vsak mesec računa pacientu za pač neko storitev javnega zdravstva, hkrati pa ta ista zavarovalnica ponuja dodatni nek zavarovalni paket, kjer ta pacient lahko preskoči čakalno vrsto državnega zdravstva. Ampak jaz na tem mestu sprašujem stranke, zakaj pravzaprav ne predlagate, da bi v bistvu že prvi korak bil, da bi vse dopolnilne zavarovalnice plačale storitve vsakemu bolniku, ne glede na to, kje si zdravi, ali se zdravi v zasebnem ali pa javnem zdravstvu. To bi bil že prvi korak do tega, da izenačimo ta model, ta dvokastni, dvorazredni model, ki trenutno obstaja. Tudi to je anomalija, se zasebno zdravstvo, samoplačniki obstajajo tudi v zahodnoevropskih javnih zdravstvenih sistemih, ampak tam je to luksus. Tam si oni kupujejo luksuzno storitev, zato ker želijo, imeti neko, operacijo kolka v neki vili z razgledom na jezero in z osebno postrežbo in tako naprej. To je samoplačništvo v zahodnoevropskih javnih zdravstvenih sistemih. Pri nas si pa ljudje osnovne potrebe, osnovne skrbi, osnovne bolezni rešujejo iz nuje. So samoplačniki. No in recimo naslednje vprašanje, ki smo ga postavili strankam, je bilo vprašanje v bistvu financiranja, ki se posredno v bistvu tudi dotika tega vprašanja. Najbrž stranke sploh ne vejo. V redu, to je vprašanje glede obsega in kakovosti opravljenega dela. Dajmo najprej to. Recimo, če je ta obseg in kakovost opravljenega dela nekaj, kar je razlog za plačilo, potem so vse stranke, zanimivo, vse stranke so odgovorile, da se s tem strinjajo, ki so pač odgovarjali. Se pravi, kje je problem? Zakaj zdravniki in zobozdravniki so v plačnem razredu? Mislim, vse so lahko, ampak dajmo jim omogočiti svobodno delovanje. Če pa ne želijo biti v enotnem plačnem razredu, pa naj bodo svobodni zdravniki, ampak to ne sme prizadeti pacienta. V tem našem državnem zdravstvu pa to prizadene pacienta, ker če bo zdravnik zapustil državno zdravstvo, mu ta pacient po vsej verjetnosti ne bo sledil, ker ne bo dobil plačila za te storitve. In to je tisto, kar mi poudarjamo, da moramo spremeniti pogled. Bolnik je tisti, ki ima, recimo, zasledil sem nek voucher, neko vsoto denarja, ki ga privarčuje mesečno in seveda pač želi imeti upravljene storitve. In to v doglednem času, ne pa da čakati po 4-5 let, ali pa da čaka sploh, da dokliče, ali pa da sploh izbere osebnega zdravnika, ki mimo grede so lakmusov papir državnega zdravstva, indikator vseh indikatorjev, da državno zdravstvo ne deluje. To ni posamezen primer, da smo si na jasnem. Eno vprašanje se mi zdi še ključno v teh, ki ste jih zastavili, namreč Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zdaj, pogosto bomo mi laiki rečemo zdravstvena zavarovalnica, ampak to v resnici ni zdravstvena zavarovalnica. Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki je na nek način monopolist v Sloveniji. Mislim, da ste stranke vprašali tudi, ali se strinjajo, da se ta vloga pač monopola zavoda ohrani.
Ja, tu so tudi zanimivi odgovori, ne? Spet nekateri so odgovorili, da so za odpravo monopola, Gibanje Svoboda recimo tukaj ne, pa spet dva nedefinirana odgovora od Levice in SAB, pa ostali, ki niso odgovorili. Zdaj, seveda, to je obsežno vprašanje, se strinjam, da ni čisto tako enostavno odgovoriti zdaj ali pa ne, ampak se lahko pogovarjamo, ne, o teh možnih rešitvah. Se tudi v zahodnoevropskih javnih zdravstvenih sistemih imate različne metode. Ne. V Franciji je ena velika zdravstvena zavarovalnica, ki zavaruje to, kar je, bom rekel, zdravstveni del zavarovanja, potem so številne zasebne zavarovalnice, ki pa zavarujejo tako imenovani luksus. Ne? Recimo, če si jaz hočem zavarovati, da mi zavarovalnica plačuje tudi kontaktne leče, potem se bo moral dodatno zavarovati. Ne? To mi osnovna zavarovalnica ne bo pokrila. Do, ne vem, skrajnega primera, ne vem, v Švici, kjer je 50-60 zavarovalnic, ampak tudi tam iz tega osnovnega medicinskega dela, to, kar ljudje vplačuje zato, ker so bolni, a ne, da se to zavarujejo, iz tistega osnovnega dela, zdravstvenega dela zavarovanja, zavarovalnice ne kujejo dobičkov, ampak obstaja izravnalna schema. Zavarovalnice pa delajo dobičke iz teh nadstandardnih, luksuznih storitev, ki jih ponujajo svojim zavarovancem. Ampak Matej omenil pač ta zavarovalni vidik. Zdaj ta monopol moramo v našem državnem zdravstvu razumeti še drugače. Seveda je to monopol, ampak mi se pogovarjamo o monopolu, ki vpliva na bolnike in na zdravnike. Vam povem konkreten primer. Zdravnik v bistvu je zavarovalniški agent. Kaj to pomeni? To pomeni, ko dobi pacienta v svojo ambulanto, porabi za njega recimo, ne vem, 10 minut časa, ostale pol ure pa izpolnjuje razne formularje, razlaga pravice bolnikom, predpisuje, ne vem, bizarne medicinske pripomočke, celo pohištvo sem zadnjič slišal, predpisuje, ureja recimo prevoze iz enega kraja na drug kraj, socialne pravice in tako naprej. Zdaj vidimo na koncu kot del politične igre celo potrdila za navolišče so začeli izdajati. Zdaj vidimo, kako obremenjuje ta sistem tega monopola, se pravi zdravnike, po drugi strani obremenjuje tudi bolnike. Sej, če bolnik želi komunicirati z našo monopolno zdravstveno zavarovalnico, nekega posebnega učinka ne boste kdaj probali komunicirati z njimi. Jaz recimo zelo težko komuniciram, če ne bi poznal kolegic, ki tam delajo, jaz po vsej verjetnosti ne bi dobil ustreznih odgovorov. Hočem reči, da v bistvu te bolniki pričakujejo res od prave zavarovalnice, da se obnašajo kot zavarovalnica. Naša zavarovalnica se pa ne obnaša. Recimo primer, če bolnik gre k samoplačniškemu zdravniku po storitev in bi zdaj to imel refundirano, to je cel postopek, kako to naredi. To je treba vlogo, to se obravnava, to so celi dopisi. Vse zato, da se ohrani ta monopol. In tista stranka, ki trdi, da ta zavarovalnica ni monopol, seveda je, če bi samo z delčkom bila na trgu prostih storitev, če bi odgovarjala bolniku za to, kar počne, če bi bila prava zavarovalnica v pravem zavarovalniškem momentu, potem bi odgovarjala za vsak korak in bi si želela, da bi njihove stranke imele kvalitetno in dostopno storitev. Tako pa gre pravzaprav za tisto, kar je ključno, in to pa je prerazporejanje denarja. In jaz sem tudi pripravil en slajd, v katerem lahko tudi povemo kaj več. Seveda, vse se začne in konča pri denarju. In ta denar je pa tukaj seveda igra odločilno vlogo. Dve posledici sta. Ena je ta, koliko plačamo za določene medicinske pripomočke v Sloveniji pa druge. Druga pa je ta, koliko pač, bi rekel, tisti, ki odločajo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, so odločajo, poslujejo pač s to isto državo na tem področju. Tukaj imamo te ocene crčnega stenta, saj mislim, da so zadeve dosti jasne. To je zgodba, ki se vleče že 10 let, da bojo gledalci razumeli. Rdečo pomeni cena, ki je recimo bila skozi leta v Sloveniji, modro pa pomeni recimo ena evropska cena, ki skozi desetletje teče recimo izven naših meja v Evropski uniji. Pa vidimo, kakšna razlika je, še danes je razlika recimo. Koliko smo v bistvu mi podrejeni, v smislu izgube denarja, ki ga dejansko v bistvu namenimo
za skupno dobro, za javno zdravstvo. Ne. In seveda ta odgovor, eden izmed odgovorov se skriva ravno v tem prepletenosti vseh teh dobaviteljev. Ne. In to govori tudi naslednji slajd, ki opisuje, kako lahko dobavitelj sedi v skupščini, odloča o pravicah zavarovancev in hkrati prodaja material tem zavarovancem. In seveda, kot ste prej videli, po znatno višjih cenah prodaja ta material in seveda ta dobavitelj ima seveda še mrežo povezanih podjetij, ki so med sabo tako prepletene, tako lastniško, pogodbene, skratka, da je to res pravi vzporedni mehanizem. In tukaj bi se navezal na doktor Pizdirja, ki lepo opisuje v bistvu generikum vsega tega modela državnega zdravstva, to pa je v bistvu popoln monopol vseh teh dobavno-lastniških poti, ki v bistvu na koncu ta denar izčrpajo iz sistema državnega zdravstva in ga pač seveda namenjajo za vse drugo. Po vsej verjetnosti tudi za kakšno politično kampanjo. Tega ne bomo zvedeli, vprašanje pa je, kateri novinar se bo tega lotil, ampak tukaj je materijala ogromno, da se v bistvu začne neko resno znanstveno raziskovalno delo. Še nekaj, tudi to, ali je zdaj ena zavarovalnica, ali jih je več, a je to zdaj NHS, ki je neka državna finančna inštitucija, ki skrbi za financiranje zdravstva, kot imajo v Veliki Britaniji. To nikjer ne izključuje nedržavnih izvajalcev storitev. Torej, zdaj mi zberemo model, da bomo imeli eno krovno zavarovalnico, ali bo to ena podružnica Ministrstva za finance, kar v bistvu ZZS pri nas je. V zahodnoevropskem javnem zdravstvu takšna ali drugačna ureditev ne izključuje možnosti izbire, da bolnik lahko izbere, pri komu se bo zdravil, ne glede na to, kakšno vrsto zavarovalnice imajo. Zdaj, če sklenemo pri koncu oddaje, kaj si vi v skupini zdravstvo.si obetate po volitvah na podlagi teh odgovorov, ki ste jih dobili od strank? To je pa spet vprašanje za najbrž še enkrat večjo vsoto denarja, kot je bilo na tistem zadnjem grafu. Ampak dejstvo pa je, da če bomo vztrajali na tem modelu, oziroma drugače bom povedal, stranke obljubljajo več denarja, več specializacij, ne vem, kakšne vse boljše organizacijske pogoje. Ampak mi se moramo zavedati, da to sem zasledil pri dr. Potočniku, ki je omenil, mi vozimo v napačno smer avtoceste. Mi vozimo v napačni smeri. Se pravi, ni problem, da bi še en pas dodali zraven. Ne moramo dodati, tudi ne moramo še hitreje jeti. Mi bomo prej ali slej prišli do krute realnosti, na katero opozarjajo predvsem družinski zdravniki, že od ne vem katerega leta, pa jih nobene posluša. Pa vsak dan zdaj ugotavljamo, kako je v enem mestu zmanjkal spet en družinski zdravnik, kako v drugem. Skratka, mi se moramo najprej pogovoriti o definiciji, kako bomo obrnili, da bomo šli spet v pravo smer. In pravo smer je javno zdravstvo. In saj na oddaji Faktor se bomo o tem pogovarjali še naprej. Za danes pa magistr Matej Beltran, Krištof Zevnik, najlepša hvala za vajine gostovanje in komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o političnih strankah in javnem zdravstvu že 717. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj cveti slovenska atletika. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.